Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo spet govorili o B vitaminih. Spet smo pri knjigi, ko imajo hormoni žur in dejstvo je, da tudi normalni in srečni ljudje lahko postanejo potrti, kadar jim primanjkuje vitamina B3. Postanejo potrti tudi depresivni, B6, B8 vitamina in folne kisline, v glavnem in B9 vitamina. No, se pravi, folna kislina je tako B9. In zdaj, če gledate, tudi normalni in srečni ljudje, ko jim manjka B vitamina, postanejo lahko depresivni, nerazložljivo žalostni, občutek utrujenosti. No in danes bi rada na splošno govorila tudi še o B vitaminih, zaradi tega, ker nisem še o tem govorila, ker obstajajo uničevalci B vitamina. Ne vem, če ste vedeli. Če imate sladkorno bolezen in jemljete inzulin, v tem primeru morate dodajati B vitamin zaradi tega, ker vam inzulin izplavlja B vitamin iz telesa. Ravno tako kontracepcijske tablete, hormonske tablete, potem tablete za spanje, pomirjevala in antidepresivi izplavljajo B vitamin iz telesa. Ja, pa bod pameten, ne? In bolj, kot ti manjka B vitamina, bolj si depresiven, no, bomo majčkeno povečali zdravila. A ni zanimivo? Tako da, tega mogoče ne veste, ampak dejstvo je, da telo kliče, želi, hoče nekako sporočiti, nekaj ti manjka. In recimo, ljudje, ki imajo aritmijo srca, ki jim nabija srce, ki imajo krče v mišicah, lahko da jim manjka magnezija, lahko jim pa manjka vitamina B1. So popolnoma enaki znaki. Recimo, nekdo, ki je živčen, ki mu vse gre na živce, mu lahko manjka vitamina B12, ampak so enaki znaki tudi za pomanjkanje vitamina D3. Tako da, ja, pa bod pameten. Pa človek razmišlja, a to moram same tablete jesti? Ne. Ta trenutek, glejte, šentjanževke cvetijo in glede na to, da šentjanževo olje deluje pod prvo proti depresiji, druga zadeva, no tudi proti depresiji šentjanževk in čaj deluje proti depresiji, lahko si pa pripravite olje iz šentjanževke, se pravi, vzamete olivno olje, šentjanževko, zdaj pa samo trenutek, bom šla po... No, sem že nazaj. Glejte, danes sem jo nabirala in dejstvo je, da te cvetove bom zdaj samo šentjanževko namočila v olivno olje in dala na sonce. In to je odlično olje za kožo, za porjavitev. Hkrati pa, no zdaj pa to pa berem že iz knjige, Ko ima življenje žur, na strani 150, in sicer pater Ašič pravi, da čaj iz šentjanževke deluje na hujšanje, če ga pijemo daljše obdobje. Vpliva pa tudi na vse težave prebavnega trakta, zavira vnetja, krepi delovanje želodca in odpravlja zaprtje. V glavnem, čaj pri nervozi za pomiritev živcev, v glavnem pa si ga skuhamo. Zdaj pa pomislite, s tem, ko se namažemo šentjanževko, spodbujamo, da telo proizvede hitreje D3 vitamin. Ko pijemo šentjanževko, pomirimo živce in hkrati deluje to in na prebavo, na razstrupljanje telesa in deluje na to, da se celo pospeši hujšanje. Tako da, 1001 zadeva zdaj le raste, naberite jo, na sončnih legah jo dobite, tako da jaz, ko sem danes šla k mami, enostavno, pa k očetu seveda, sem ustavila in sem nabrala cele šope. Tako da, dajte jo nabrati, zdaj jo lahko dobite. Imate domačo zadevo, nekaj za proizvodno D3 vitamina. No, ampak zdaj pa pojdimo naprej na depresijo in pomanjkanje B vitamina. Rada vam bi razložila, jaz vam tukaj vse naložen, ampak vam želim razložiti, kako delujejo možgani in kako delujejo živci. V glavnem, če zdaj narišemo živčno celico, je tako kot neka avtocesta. Poglejte takole. Kot avtocesta, tukaj na sredini noter je, se pravi, jedro in potem so tukaj živci. No, to so živci in to okrog je mielinska ovojnica. To je tako kot kabel, prav isto. No in ta mielinska ovojnica je narejena iz B12 vitamina
iz kalcija, ker kalcij vpliva na vezavo B12 vitamina, iz omega-3 maščobne kisline in iz C vitamina, ki vse skupaj drži skupaj. No in zdaj, če gledamo, da naše telo pač potrebuje določene hranilne snovi, da tehnično deluje, ker mi smo na zemlji in tukaj so zemeljske zakonitosti, ki delujejo. Se pravi, ne pomaga samo pozitivno razmišljati, ampak kdor je podhranjen, logično mu najprej udar na živce in potem gre k zdravniku, ki mu začne srce nabijati in zdravnik kaj reče, ko začne razlagati, da slabo spi, da se ne more umiriti, da je nemiren, reče, joj, a vam lahko priporočam blage antidepresive. No in lahko se tako zgodi, kot se je eni od mojih prijateljic, pač v mojem obdobju okrog 50 let je bila in malo so se začeli hormonske težave, potem je šla po blage hormonske težave, hormone, te hormoni izplavljajo B-vitamin, čez 3 mesece je pristala na antidepresivih in je rekla, čak, kje sem? Še pred pol leta sem bila brez vsega, zdaj pa pejmo nazaj na B-vitamin. Človek misli, aha, pa še pred pol leta sem bila v redu. Kaj se pa vmes zgodil? Verjetno stres. Stres ti pokuri ves B-vitamin, tudi C-vitamin in dejstvo je, da recimo, če gledamo zdaj, pomanjkanje vitamina B1, izpadanje las, prezgodnjo sivenje, potem pa ščipanje pri srcu, nespečnost, glavoboli, pozabljivost, potrtost, zastajanje vode v telesu, pa si rečeš, staram se. Ne, manjka ti vitamina B kompleks B1, no in B1, ki ga dobite, lešniki, pistacije, grah, jajčni rumenjak, arašidi, mleko, večino zelenjave, skoraj vse vsebuje B-vitamine in pusta svinjina in soja. No, zdaj pa seveda, potem so pa različne teorije. Ne smeš mleka. Če boš mleko pila, pomeni, da si boš zakisala telo. Potem ne smeš mesa, ker zniža vibracijo, potem ne smeš svinjska sploh ne. In na koncu prideš do zaključka, kaj pa sploh še lahko jem. No in dejstvo je, da kakor nam manjka prav beljakovin, ker poglejte, lešnike vsebujejo beljakovine, pistacije vsebujejo beljakovine, grah vsebuje beljakovine, jajca vsebujejo beljakovine, enostavno ne dobi s hrano hranilnih snovi, a tablete pa lahko goltaš. To je pa zdravo. Mislim pa, dajmo vklop zdravo kmečko pamet, pa začnimo jesti tako, kot so jedli naši predniki. Glejte, če so naši predniki preživeli tisočletja na kravjem mleku, pa na skuti, pa na sirotki, a zdaj pa mi pa ne bomo. Pa halo? A mi bomo pa preživeli, če bomo goltali tablete? Od tega pa ja. Glejte, majčkeno zdrave kmečke pameti je pa vseeno potrebno, da se na koncu vprašamo, kdo ima mogoče interes za vsem skupaj, a veste? No, tukaj ne smem zdaj nič naprej govoriti, zato ker obstaja, včasih je bila cerkvena inkvizicija, zdaj pa ena druga inkvizicija, tako da imam raje teh. No, zdaj bi pa rada še pri depresiji, prav pri depresiji, ker dejstvo je, da to iz daljna časa je to bolezen, ki je grozljiva. Pač enostavno se kot bi se pogrezal v živo blato in nimaš niti občutka, da se pogrezaš. Samo opažaš, da je vse čudno napeto, da ti gre na živce, da bi nekaj bilo treba drugače narediti, da bi mogel iti na dopust za en teden, nikjer nobenega ne srečati, da bi bilo najlažje spati 10 ur ali več. No, to so prvi znaki depresije. Ampak depresija je v osnovi podhranjenost. Depresija ni nekaj, kar nastane. Glejte, če nimaš B-vitaminov, če nimaš C-vitamina, če nimaš teh osnovnih hranil, ne moreš pričakovati, da telo bo delovalo. No, zdaj sem pa zadnjič mi en gospod poslal ene vitamine, ki se imenujejo glih tako kot jaz. In seveda me je zanimalo, kakšna sestava je. Moram govoriti o tem, ker dejstvo je, da ne vem, mogoče ima nekdo pogruntal, kako bilo fajn prodati kakšno zadevo.
bodite pozorni na vitamine, če jih kupujete. Pejte samo eno stvar pogledati, samo to vas želim naučiti. Ko greste v lekarno po vitamine ali pa nekje spotoma vidite vitamine in če vidite E-vitamin, samo to pogledajte, če piše oznaka L, se pravi DL, alfa-tokoferol, to je umetni vitamin E. In ponavadi, ko kupujemo neke vitamine in minerale, so noter je tudi E-vitamin. Tako boste najlažje vedeli, da je to umetno in da tega ne smete uživati. Prav ne smete, zato ker za vas je to tako kot strup. In kaj mi je ta gospa rekla v trgovini? Ko sem rekla, pogledam sestavo teh vitaminov, sem rekla, da tole pa ni preveč dober. Rekla, ja, ampak ljudje pa rečejo, da je dober. Placebo učinek tudi deluje. Veste, jaz če verjamem, da je nekaj dober, mi to pomaga. Ampak prosim vas, naučite se brati deklaracije. Samo E-vitamin pogledajte, DL, se pravi L, loser, ne vem, kako se boste to zapomnili, to je umeten E-vitamin in to ni dobro za vas. Naravni E-vitamin ga vi dobite tudi v oreščkih, ga dobite v olivnem olju, ga dobite praktično vse, kar je masno. V avokadu se nahaja naraven E-vitamin, tudi v špinači se nahaja E-vitamin. No, ampak zdaj pojmo nazaj na B-vitamin. B-vitamin vam bi rada še to povedala, da kdor ima pomanjkanje B-vitamina, se mu naredijo brazde na nohtih, se mu spokajo ustni kotički, nečista koža postane, tudi zgubana koža, izpadanje las, sivenje las, pomanjkanje magnezija, je pa zvonjenje v ušesih, lahko tudi B1 vitamina. Tako da telo nam želi povedati, nas sporoča, opozarja. Mi smo pa nepismeni in nimamo pojma. Recimo, če pogledate svoj jezik, če imate razuran jezik, če imate, vam bom pokazala, kakšen jezik imam jaz, v glavnem, če imate tak jezik kot jaz, to je absolutno pokazatelj, ali da ste bili daleč nazaj v mladosti podhranjeni z vitamini, ali pa da ste ta trenutek. Če vam poči jezik, to pomeni, da imate velike težave z zdravjem. Jaz kot otrok sem bila neprestano bolna, vidite? Tukaj imam po sredini imam brazdo, pri kraju imam brazdo. In prav jezik nam sporoča slabšo delovanje želodca, če ti poči jezik, imaš težave predvsem s tem spodnjim delom želodca, črevesja, ni vsrkavanje, pomanjkanje želodčne kisline in vse to vodi do tega, da se tudi na jeziku pozna. Včasih smo šli k zdravniku in zdravnik je rekel, nam je pogledal oči, nam je pogledal jezik in je vedel diagnozo. Je to tako? Danes imamo 1001 preiskavo in pogosto mi ljudje rečejo, ko mi napišejo, imam 1001 težavo in testi mi ne pokažejo nič. Kaj pa, če si podhranjena? Kaj pa, če ti manjka B-vitamina in za začetek bi bilo pametno nahraniti fizično telo, več skute, več zelenjave, da dobi dovolj vlaknin vaše telo za razstrupljanje, dovolj B-vitamina, da se podpre, mogoče kakšnega lososa in mogoče kakšno prehransko dopolnilo z B-vitamini. In minerali, zato ker B-vitamin se brez mineralov ne usrka. No, tako da ja, vem, da je veliko. Vem, da vam razlagam stvari, da mogoče rečete, joj, to je težko. Ni tako težko, ampak samo to vam hočem razložiti, da postanete pismeni. No, za tiste, ki niste preveč pismeni, glede tega, vzemite knjigo, ko imajo hormoni žur in imate tukaj noter na strani 300, imate točno suhi lasje, se pravi, suhi lasje, vam manjka beljakovin, omega 3, maščobne kisline, se pravi E-vitamina, A-vitamina, joda, silicija ter komplet B-vitamini. In seveda potem tukaj zraven imam napisan, kaj je pametno jesti. V tej novi knjigi bom pa napisala še poleg, katere čaje je pametno uživati, kako kombinirati in potem imeli takole priročnik, da boste pogledali, aha, imam težavo, to in zdaj pa gremo še na pozitivno mišljenje. Kdor ima težave z živci, kaj bi mogel drugače narediti, da mu začnejo živci dobro delovati? Prva zadeva bi se mogel slišati.
slišati svoja čustva. Ti, če tlačiš svoja čustva, normalno, da ti začne prebijati. Se katera naprava pa ne začne prebijati. Pomembno je, da začnete sebe poslušati, svoje občutke in ja, tudi mogoče včasih prijeti hudiča za roge. In tako kot je danes ena gospa rekla, neverjetna gospa je napisala tudi knjigo o svojem življenju. No, zdaj mi pa ime ušel, v glavnem, in je napisala, sem rabila, da sem padla na gobec. Ja, včasih je prav, da nas življenje porine čez rob, da razumemo, kaj je naša lekcija. Pač, eni se bolj počasi učimo. Tako da nahranite svoje telo, poslušajte se in potem te lahko tudi življenje podpre, kar jaz sem ravno danes razmišljala, kako sem srečen človek. Kako sem srečen človek. Prišla sem k družini, ki me imajo radi, kot da bi bila njihova. Živim v svoji hiši, urejene zadeve imam z otroki, z bivšim možem. Nimam pijav, ki mi pijejo kri in ja, seveda sem poslala v vesolje, kaj si želim in verjamem, da je v prihodu, v prihajanju, ko bo čas za to. In dejstvo je, da se vse zgodi po božanskem načrtu. Tako da nahranite se, imejte se radi, ker vaše telo je svetišče in vi ste boginja na zemlji ali pa Bog na zemlji, ki ustvarja novo zemljo.